Dober večer, dragi prijatelji Božje besede. Lepo, prisrčno pozdravljeni na 15. slovenskem maratonu, ki pa letos nosi naslov Le pogum, vstani. Beseda maraton nakazuje, da gre za vztrajno branje Svetega pisma. In začeli smo vedeti v soboto zvečer in bedeli bomo 6 dni, po dnevi in po noči. Svetopisanski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev. In v njej smo predstavniki različnih krščanskih gibanj in skupnosti. Njegov pobudnik pa je Svetopisanska družba Slovenija, ki pa je leta 2008 vrgla mreže in spodbudila, da se maraton vsako leto širi. Letos se veselimo obletnice in svetov, ki nam jih maraton prenaša. In zdaj, ker vam je Sabina, hvala, ker si zbrala v svojo ekipo, da imamo ta večer in da začnemo. Dober večer, tudi v našem imenu. Jaz sem povabila kar ljudi iz različnih evangelijskih cerkva v Ljubljani, tako da smo pisana druščina, nekateri še nikoli nismo skupaj igrali ali peli, tako da osebno sem zelo vesela, da lahko nocoj smo skupaj z enim namenom, da slavimo našega Gospoda. Če vam ni težko, lahko vstanete, če vam je pa težko, lahko tudi sedite. Ampak mi ponavadi slavimo Gospoda in prej ali slej se nam zasti, da bi pa mogoče bilo lažje, če vstanemo in pojemo. Upam, da boste uživali skupaj z nami v tem večeru in začnimo s pesmijo Dober si, dober si. Oh
Naj zveni hvalica Tvojemu imenu, Gospod.
poveste Gospodu, to si ti moj Bog. Vsak lahko pove Gospodu, to si ti moj Bog, ki utiraš pot, ki delaš čudeže, ki si zvest obljubam. Sedaj vas prosim, povejte Gospodu, to si ti moj Bog. Pot utiraš, čudeže delaš, zvesti obljubam, ljud si v temi, moj Bog. To si ti, moj Bog. Naj se dvigne naša vera, naj se dvigne naše slavljenje, Gospod. Aleluja. Zato, ker Jezus je šel na križ. In ne samo na križ nam je trpel, nam je plačal ceno za naše grehe, za vsakega izmed nas. Na tretji dan, ko so ga pokopali, je vstal in on živi. Ko Božji sin je
Iskrenim pristaja hvala. Zahvaljujte se Gospodu s citrom. Na harfo 10 strun mu igrajte. Pojte mu novo pesem. Dobro igrajte ob vzklikanju. Zakaj Gospodova beseda je prava. Vse njegovo delo je v zastonju. Ljubi pravičnost in pravico. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Dobro je zahvaljevati se Gospodu,
prepevati tvojemu imenu, najvišji, oznanjati zjutraj tvojo dobroto, tvojo zvestobo po noči, na liro in harfo s razleganjem na citre. Zakaj razveselil si me, Gospod, s svojim delovanjem na delih tvojih rok vriska? O Bog, moje srce je trdno, peti hočem, igrati hočem, to je moja slava. Zbudite se, harfa in citre, zbuditi hočem jutranjo zarjo. Gospod, slavil te bo med ljudstvi, prepeval te bo med narodi. Zakaj večje kakor nebesa je tvoja dobrota, do oblakov sega tvoja zvestoba. Vzdigni se nad nebesa, o Bog, nad vso zemljo naj bo tvoja slava. Aleluja! Hvalite Gospodovi služabniki, hvalite ime Gospodovo. Ime Gospodovo naj bo slavljeno od zdaj in na veke. Od sončnega vzhoda do njegovega zahoda naj bo hvaljeno ime Gospodovo. Gospod je vzvišen nad vsemi narodi, nad nebesom sega njegova slava.
kaj drugega lahko rečemo Gospodu kot Bog, ljubim te, tvoja milost me obdaja, vedno v svojih rokah držiš.
Poljubim te, tvoja milost me taja, vidno me, svojih roka držiš. Od trenutka ko zbudi se, niko neće spat, moje dan, o dobroti Boga. Se boje biti bliski zvijesti, se boje biti tako dobar si, kad svak moj dik stavi na tebe, moje dan, o dobroti Boga. Tvoj ljubi glas, vodi sine skozi oga, vidno si, da ti oči na meni, da znam te kod očina i kod prijatelja, zaživi u dobroti Boga. Se moji biti bliski zvijesti, se moji biti tako dobar si, kad svak moj dik stavi na tebe, moje dan, o dobroti Boga. Dobro da me tvoja sprinja zasleduje me, dobro da me tvoja sprinja zasleduje me, da čujem ljeti, ne dajam se, ne tebi dajam se. Dobro da me tvoja sprinja zasleduje me, dobro da me tvoja sprinja zasleduje me, dobro da me tvoja sprinja zasleduje me, da čujem ljeti, ne dajam se, ne tebi dajam se. Dobro da me tvoja sprinja zasleduje me. Se moje biti bliski zvijesti, se moje biti tako dobar si, da svak moj dik stavi na tebe, moje dan, o dobroti Boga. Moje dan, o dobroti Boga. Moje dan, o dobroti Boga. Aleluja. Jaz upam, da še niste utrujeni, ker imamo sedaj zelo lepo pesem, ki nam jo bo začela peti Aleksandra. Ko sem na tleh in svet se mi podira, in ko srbi mi stiskajo srce, takrat me
Na spodbudo nekaterih članov naše stabilne skupine so me spodbudili, ker stalno pišem pod pesmi, da bom naslednji 2 pesmi zapeli s moje avtorske, ampak verjamem, da ste hitro ujeli ritem Sveti Duh napolnil me. Naj nas res Sveti Duh napolnil zemljo, naj nas njegova ljubezen napolnil.
si, da se ti prevzeti. To spominje na trpljenje vse, ki te zadelo je. Ne boš še samo ti žalosti, izpustil si prav vse. Kar pa življenje zame si, da lahko odrešen sam. Na tale svini, ki si niso krivdoli moji. Ljubezen si izkazal sem, ki so na svetu ti. Odpuščanja si naučil nas, ljubezni in milosti. Edini Bog si, vsemogočni, Jezus Božji sin. Pred teboj, Gospod, priklanjam se, moj rešitelj si. Čudovita vina tvoja sta, opijam na vsega. Svetovalec ti postal si mi, življenje vodiš ti. Kristni luj zmagovalec si, so dušo te časti. Na tale svini, ki si niso krivdoli moji. Ljubezen si izkazal sem, ki so na svetu ti. Odpuščanja si naučil nas, ljubezni in milosti. Edini Bog si, vsemogočni, Jezus Božji sin. Na tale svini, ki si niso krivdoli moji. Ljubezen si izkazal sem, ki so na svetu ti. Odpuščanja si naučil nas, ljubezni in milosti. Edini Bog si, vsemogočni, Jezus Božji sin. Pred koncem nocojšnjega dogodka imamo še prav posebno povabilo. Radi bi vas povabili k darovanju. V veliki hvaležnosti smo za 15 let maratona v ekipi razmišljali, kako bi lahko vsaj en delček tega veselja, ki ga vsako leto čutimo, podelili še drugim. In ugotavljamo, in najbrž tudi vi, da smo lahko samo hvaležni, da imamo Božjo besedo v svojem jeziku. Težko je verjeti, ampak resnica je, da mnogo ljudi tega privilegija še nima. Naprimer, ljudje v Senegalu. In prav v želji prinesti tem ljudem upanje smo se povezali s slovensko misionarko, sestro Zorico, ki pa svoj misijon opravlja prav tam v Senegalu. Tukaj se bo spustil video in boste lahko kaj več videli v tem načrtu. Tako lahko mi skupaj v Senegal prinesemo sveta pisma. V ta namen je še tukaj ta škatlica oziroma posoda, nabirka. In vas prosimo, da vsak od vas razmisli, če mu Gospod pravi, koliko naj da.
oziroma da vsak da, kolikor misli, da ga mu Gospod reče. Nabirka bo šla k sestri Zorici, ki bo, kot že rečeno, s tem denarjem kupila Sveta pisma. Ima že kar seznam, okrog 100 ljudi je na tem seznamu. Od običajnih pa tudi do redovnic oziroma posvečenih ljudi. Če bi kdo želel darovati še naknadno, če mu Gospod spregovori med to pesmijo, je povabljen. En delček tega prispevka pa bo šel tudi za stroške vseh teh celotnega svetopisanskega maratona. Tako da se vam za vsak dar že vnaprej vsem iskreno v imenu celotne ekipe, torej prostovoljcev svetopisanskega maratona in pa tudi svetopisanske družbe, zahvaljujemo. In verjamem, da je zelo pomembno, da bi ga imeli, da bi ga vzeli v svoje roke in ga brali. Kristjani smo v Senegalu v manjšini, imamo srečo, da živimo v miru. Se mi zdi, da v Senegalu je izziv imeti dovolj, da preživiš en dan ali pa en teden. Vsak poskuša na preprost način nekaj zaslužiti, zato da bi lahko preživljal sebe in svojo družino. So pa to veseli ljudje, zadovoljni s tem malo, kar imajo, to zadošča. V večinsko muslimanski deželi se kristjani zavedajo, kako pomembno je, da so pristni in zato iščejo pot do izvira. Imeti Sveto pismo bo zanje pomenilo veliko pomoč, da bi bili souzemlje. Za vašo dobroto, za vašo gesto srca, za Senegal se vam zahvaljujem z besedo hvala v dveh lokalnih jezikih, Wolof in Serer, Džerejef, Džokanđar. Zapeli bomo pesem Zvest prijatelj naš Jezus, to je znana himna v malo bolj sodobni obliki. Tako da se vam lahko pridružite. Tukaj je, sem videla, ta košarica, če še kdo ima na srcu, lahko podari za Senegalce Svete pismo. Daj se
In še čist zadnjo pesmijo, ki je Blagoslov, sva s Tanjo, ki je vodja nas prostovoljcev tega projekta. Bi se radi zahvalila Sabina tebi in vsej tvoji ekipi, ker ste nam danes res bili, a ne da blagoslov. Hvala vam. In tudi snemalcu in vsem, ki ste pripravili to zvočenje. Sredi tega slavljenja se me je dotaknil ta pripravljenost, zagretost in sem se potem spomnila. To je vse zaradi Jezusa, zato da njega počastimo. Amen. Hvala vam. Ker res smo v slavljenju se lahko srečali z Bogom. Tam, kjer on prebiva v slavljenju. In v hvaležnost smo vam pripravili manjša darilca. Tako je, smo prostovoljci, tako da velikih finančnih sredstev žal ne premoremo, drugače 2 milijone poslali, ampak eno majhno darilce v znak zahvale in da se nas boste spomnili tudi, ko boste kaj prebrali ali pa se posladkali. Medtem pa bi vas rada povabila še na naslednje dogodke v tem tednu. Jutri sta kar 2 dogodka, oba sta po Zoom, otroški program ob 18, 6 zvečer ob 18, ki ga pripravlja Vesela Novica. In pa še večer po Zoomu z Matjažem Črnivcem in pa Janezom Jaromnom na tematiko, kje pa tebe Sveto pismo želi. Torej, lahko se bodo postavljala vprašanja in se bo odgovarjala na njih. To pa je ob 19. Potem vas pa želimo povabiti še v četrtek, ko je zadnji večer in tudi zadnji spremljevalni dogodek. Takrat pa bomo v župnijski dvorani Podvtik imeli priložnost spoznati zgodbo oziroma razlog, zakaj je. Torej, večer bo vodila Tanja, bo pa večer z naslovom Preizkušena, kjer bo Stanka podala svojo izkušnjo, kako je Gospod peljal in opogumljal takrat, ki je bilo najtežje. Tako da vsi toplo povabimo. Hvala in lahko noč. Za konec. Da se vam zahvalim v imenu vseh nas. Čudovit večer je in uživamo v slavljenju, uživamo v tem, ko sodelujete skupaj z nami, da skupaj pojemo in slavimo Gospoda. Za konec bi radi zapeli to pesem Blagoslov in izrekli blagoslov nad vse nas, nad našim mestom, nad naš narod, nad našo nacijo.